Sejo smo prekinili in nadaljujemo pri razpravi članov in članic odbora o členih in vloženih amandmajih. Jaz verjamem, da bo današnja razprava primernejša funkciji, ki jo upravljamo, in organizaciji, ki jo predstavljamo. K besedi se je prijavil predlagatelj in mu predajam besedo. Ja, hvala, predsednica. Zdaj Luna je mimo, no, tako da verjamem, da bo razprava danes drugačna, pa tudi tovarišice Sukič vidim, da ni. Zdaj v tem dnevu pauze, med to pa prejšnjo sejo, je bilo kar nekaj komentarjev, kar nekaj vprašanj, kar nekaj tudi odzivov, nekako dve percepciji zakona oziroma te naše spremembe. Ena je, da ljudje povsem razumejo življenjsko situacijo, ki je v marsikakšnem primeru, ki je v marsikakšnem društvu, v marsikakšnem kraju, in pa nekateri, ki pač pravijo, zdaj ti verjetno dejansko živijo v nekih okoljih, kjer se to ne dogaja, alkohol v šole ne sodi. Jaz se strinjam tako s prvimi kot s drugimi. Treba reči, ne moremo se zatiskati oči in se sprenevedati, da takšnih problemov ni, ker tudi recimo v moji občini, ena od krajevnih skupnosti, ima takšen objekt, kjer je igrišče zraven šole, šolsko igrišče, in tam vsako leto gasilci postavijo šotor in poteka gasilska veselica. Razen, če je od vas, kolegice in kolegi, kdo tako pogumen in javno reče, da se na gasilskih veselicah pivo in vino ne sme točiti. Najbolj žalosten sem pa, ko vendarle človek misli, da je nekdo, ki vodi združenje ravnateljev, da ni ozkogleden, ampak da stvari razume, in potem dobiš tole dopis Mojce Mihelič, predsednice Združenja ravnateljev, in ko vidiš, kaj tukaj piše, da naj, če bo temu tako, pa da naj potem organiziramo v parlamentu zabave veselice, da nas se naj tukaj toči alkohol. Če ravnateljica, ki je včeraj tudi dajala neke javne izjave, ne razume, zakaj tukaj gre, potem imamo velik problem. Zatiskati si oči, da tega problema ni, oziroma da se lahko dopušča stanje, kjer se bo ob vsem tem, kar se dogaja, pošiljalo inšpektorje nad gasilska društva, nad turistična, nad športna in ostala društva. Jaz mislim, da to ni v redu in da je treba najti način, kako bomo to zadevo rešili. Jaz bi samo uvodoma povedala, ker se mi zdi, da prav zbanalizirate to resno temo današnjo. Mislim, da nihče od poslancev ni proti prireditvam, ni proti gasilskim veselicam. Nasprotno, verjamem, da se jih vsi z veseljem udeležujemo. Zdaj, ali tam pijemo alkohol ali pijemo sok, je verjetno stvar odločitve vsakega posameznika. Tako da mi govorimo o točenju alkohola v šolah, v vrtcih, tam, kjer se izvaja vzgojno-izobraževalni program, tako da res to banaliziranje zdaj se mi zdi za odbor za zdravstvo res neprimerno. Zdaj dajem besedo bom dala državnemu sekretarju na Ministrstvu za zdravje, da vam odgovori na vprašanje. Jaz nisem pristojen za to na Ministrstvu za zdravje, da govorim o tem, kakšen tip, kakšnega pouka lahko izvaja kakšna šola, v katerih prostorih, to je drugo pristojno resorno ministrstvo za to, ampak kar se pa tiče športne dvorane kot športnega objekta, nihče ne pravi, da se ti dogodki ne smejo organizirati na teh lokacijah. Dejstvo pa je, da če je objekt registriran kot vzgojno izobraževalna inštitucija in pripada tudi ta del objekta tej infrastrukturi, seveda pač po zakonu tam se alkohol ne more točiti. Če zdaj gremo to razpravo na tak način, nekoč se je kadilo tudi v bolnišnicah in zdravstvenih domovih, danes se ne kadi niti v gostilnah in restauracijah, zato ker je to namenjeno zaščiti javnega zdravja, pa mislim, da lahko tukaj zaključujem. Hvala lepa. Zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Naj pred tem povem, da poslanec Aleksander Reberšek nadomešča poslanko Ivo Dimic in poslanka Jožica Derganc nadomešča poslanca Dušana Stojanoviča. Nadalje poslanec Andrej Kosi nadomešča Jelko Godec in poslanec Andrej Poglaje nadomešča poslanko Alenko Jeraj. Na glasovanje dajem amandma k 1. členu.
Glasujemo. Obrazložitev glasu, predsednica, Izvolite. prosim, da ne kršiš poslovnika. Ne krši. Ne Predsednica, predno ste zaključila besedo, je potrebno jaz vam jemljem vrstni sedaj red razpravljavcev. Jaz vam Jaz sem bil jemljem sedaj prijavljen. besedo. Jaz sem bil prijavljen. Prosim. Prijavljen. Predsednica, Zdaj vam dam besedo, da obrazložite glas k glasovanju k postopkovno prvemu ima prednost. amandmaju. Predsednica, postopkovno ima prednost in niti enega Izvolite postopkovnega še ni postopkovno, bilo. kolega Mahnič. Glede predsednica, v kakšni zagati je koalicija, pove to, da je predsednica tega odbora Tamara Kozlovič me prej tamle na hodniku ustavila in rekla: Žan, prosim, da se ne razpravlja in da gremo takoj na glasovanje. Ne? Toliko, da javnost ve, kako si Tamara Kozlovič predstavlja razpravo in pa demokracijo v tem parlamentu. Ne? Jaz moram reči, da sem bil na prejšnji seji pozitivno presenečen in sem rekel, lej, sej, Tamara je pa 180 stopinsko nasproti od Lene Grgurevič. Vaš In postopkovni jaz mislim, da predlog. prejšnjo sejo ste v redu vodila in zato je moj postopkovni predlog sledeči. Vi ste rekla, sama ste rekla, predsednica, najprej bom dala državnemu sekretarju besedo, da vam odgovori, potem pa vam, ker sem se prijavil kot predlagatelj. To ste rekla, pejte posnetek pogledat. Potem pa, ko državni sekretar zaključi, pa zaključite razpravo. Prijavil se je tudi, je prikazal kolega Reberšek in mene zanima, a bomo zdaj v tem parlamentu šli tako, da če vam razprava ne paše in da če nimate argumentov, ne, kar ste prej dokazala, ne, da zadeve sploh ne razumete glede gasilskih društev, ali kar ne bomo dopuščali razprave. Ker če je temu tako, me zanima, zakaj ste sklicali nadaljevanje seje, ker bi lahko že takrat 10:1 zaključili in šli na glasovanje. Moj postopkovni predlog je, da tisti, ki smo bili prijavljeni, in mimogrede predlagatelj ima prednost pred ostalimi, da nam pustite, da povemo svoje. Jaz se bom še enkrat oglasil in če se bo kdo oglasil tudi iz koalicije, je prav. Če pa jim ne boste dali besede, pa gremo potem na glasovanje in zaključite razpravo. Ampak še nikoli se ni zgodilo, niti Lena Grgurevič tega ne naredi, da kar reče, evo, zaključujem, gremo glasovati. Niti Lena Grgurevič tega ne naredi, pa je ona sinonim za kršenje poslovnika. Torej, jasno sem povedala uvodoma, da tisti, ki so bili prijavljeni k razpravi, so danes odsotni, zato sem dala vam na koncu besedo. Zdaj tisti, če niste bili prisotni na začetku, tako da to je jasno, se lahko vidi tudi iz magnetograma. Ima še kdo postopkovni predlog? Izvolite, kolega Poglajen. Spoštovana predsedujoča, gledajte, to, kar zdaj govorite, je direktno kršiti poslovnika. Ne? Poslovnik za sejo odbora jasno določa, da gre za sprotno prijavo, nikjer vam ne omogoča to, da zaključite razpravo na podlagi števila prijavljenih na prvem delu seje, ki je bil prejšnji dan. Tako da vas še enkrat pozivam, držite se poslovnika in omogočite poslancem razpravo. Torej, obžalujem, da niste bili prisotni na začetku seje. Razpravo sem zaključila. Razpravo sem zaključila in lahko imate obrazložitev glasu. In sedaj, če ima kdo obrazložitev glasu, vam dam besedo. V nasprotnem primeru predlagam, da glasujemo o amandmaju k 1. členu. Glasujemo. V imenu poslanske skupine SDS Smo v v skladu z fazu zakonom glasovanja, glasujemo k 1. členu. Amandmaju k 1. členu. Pa ne morete takle delati, no ste normalni. Glasovanje poteka. Napovedujem, da bo ta zakon še enkrat vložen in bomo imeli še enkrat razpravo. Ugotavljam, da je 8 poslancev proti, nihče ni bil za. Ugotavljam, Fašisti da sedite v tej amandma dvorani. ni sprejet. Večina zlorablja manjšino. Opravili smo glasovanje o vloženem amandmaju. Ja. Smrt fašizmu. Ne. Predlagam 10 minut odmora.